dober večer, sem Irena Razingar, delam v Blejski knjižnici, ki je enota knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Rada berem dela slovenskih avtorjev, življenjepisne romane, rada posegam po spominih in družinskih zgodbah. To knjigo sem prebrala na priporočilo bralke Ane in zgodba me je prevzela. Bolgarski pisatelj Viktor Marinov Paskov je bil glasbenik, muzikolog in filmski scenarist. Balada opisuje resnično osebo češkega goslarskega mojstra Georga Henicha, ki je na začetku 20. stoletja prišel v Bolgarijo učiti izdelovati godala druge vajence. Konec življenja v 50 letih preživlja sam v veliki revščini, samoti, lakoti in strahu pred nasilnim sosedom. Trobentač Marin Paskov se ga spomni, ker je izdelal njegovemu sinu Viktorju violino osminko. Viktorja dečka poimenuje kralj in njemu zapušča svojo duhovno bogastvo in goslarsko orodje. Na koncu življenja mojster goslar izdela violino. Violino di more za Boga. Zato, ker ljubezen mojstra velika, pravi mojster goslar. Nihče viole di amore ne igra. Ne igra zato, ker pozabili ljubiti. Mojster pozabil ljubiti poklic. Klient pozabil ljubiti violino, violina pozabila ljubiti muzikanta, človek pozabil ljubiti sebe. Visoko etična povest o mojstru geniju, ki je obsojen, da ni priznan med ljudmi, me je čisto prevzela, pomembno pa je, da tistim, ki verjamejo vanj, preda božansko v njem. O dobri knjigi premišljuješ dolgo časa in tole dobro knjigo vam priporočam, da si jo izposodite v vseh enotah naše knjižnice.